Živijo, živijo in dobrodošli v videu, kako uspešno zaključiti leto in postaviti namero za novo. Vkolikor si enkrat letno ne vzamemo toliko časa, da pregledamo in reflektiramo, kaj se nam je vse zgodilo v nekem letu, potem bo izgledalo, kot da samo hitimo od opravka do opravka, od dela do dela, projekta do projekta, in dejansko ne uspemo pogledati, kaj smo posadili in kaj smo poželi. Priporočam vam, da si za to dejanje vzamete čas. Torej, če zdaj gledate ta video, bi bilo dobro, da imate vsaj pol ure časa zase. Da se malce takole obdate s svečkami, si vzamete kakšen priljubljeni kristal, si daste kakšno aromaterapijo, kakšno kadilo in seveda zvezek, v katerega boste zapisali svoje namerje, svoje cilje in vse tisto, kar bomo zdaj šli skozi. Leta hitro tečejo, vendar pravijo, da je važna pot in ne cilj. In danes bomo šli in pogledali to našo pot. Kaj se je v tem letu dogajalo? Kje smo blesteli? Kje smo bili zelo uspešni? In kje bi nam dobro prišla morda prav kakšna pomoč ali izobraževanje ali enostavno ni bil pravi čas. In tudi to je treba upoštevati. Vse naše želje oziroma namere se ne morejo izpolniti takoj. Za nekatere rabimo malo dlje časa, za druge grejo hitreje. Pa vendar se mora vse nekako znotraj nas postaviti na mesto, da se lahko odpre nekaj oziroma da se realizira tisto, kar smo si zaželeli. Pa pojdimo mi v tale obred kar skupaj. In sicer, kot rečeno, kotiček je pripravljen, dobro je, da imate mir zdaj nekaj časa, da se res lahko posvetite sebi in da greste vase. Najprej boste odprli zvezek in si napisali vse vaše uspehe tega leta. Torej, lahko greste po alinejah, lahko si pišete 1, 2, 3, ABC, vseeno je. Napišite si vse uspehe tega leta. Kje ste blesteli, kje vam je šlo odlično od rok, katere projekte ste izpeljali, kaj vse ste uspeli zrealizirati, kaj vse ste spremenili pri sebi. Torej, to naj ne bo vezano samo na vaše delo, ampak tudi na vaše osebno počutje, torej na vas same, kaj ste uspeli spremeniti, kaj ste uspeli zmanifestirati mogoče. Vse tisto lepo, kar se vam je zgodilo v tem letu. Da ta video ne bo predolg, lahko na tem mestu ustavite, torej daste ga na pauzo in v miru napišete. Drugi korak je, da si napišete, torej na drugo stran si napišete, kaj pa vam ni šlo od rok. Kje bi morda potrebovali kakšno pomoč, morda več znanja, kakšen tečaj, delavnico, ne vem, morda vprašate na Google, kakorkoli. Danes je na voljo toliko spletnih orodij, da nam res lahko pomagajo skoraj da pri vsaki stvari. Uporabite jih, vprašajte Google, YouTube, ChatGPT, udeležite se kakšnega izobraževanja. V glavnem tiste stvari, ki vam manjkajo, tista znanja, ki jih nimate še, dajte jih poiskati. Na voljo je res toliko stvari, tako da se lahko zelo dobro opremite. Torej, tukaj si boste napisali, kaj vam pa ni šlo toliko od rok, in rešitev, kako se lahko izboljšate. Da ne bo seznam sestavljen samo iz to mi ni šlo, ono mi ni šlo, to ni bilo v redu. Ne,
to mi ni šlo od rok, ampak lahko se izboljšam tako, da na primer si plačam en tečaj. Ali pa pogledam nekoga drugega, vprašam za mnenje ali za pomoč. Tako da v tem koraku drugem si pišete obenem tisto, kar ni šlo, in že dane rešitve. Zdaj lahko znova ustavite video, si v miru to napišete, ker sledi tretji korak. V tretjem koraku pa bomo zaprli oči. Lepo se usedite, zravnajte hrbtenico, zaprite svoje oči. Jaz imam v roki svoj kristal. In najprej naredimo 10 globokih vdihov in izdihov. Vdih, izdih. Vdihnemo svežo energijo, izdihnemo stres, napetosti, negativne misli, vse, kar se znotraj nas dogaja, lepo izdihnemo in naredimo 10 globokih vdihov in izdihov. 4. Tako nadaljujete z globokim dihanjem, zdaj dihamo samo skozi nos, ohranjamo oči zaprte in gremo skozi vse te dogodke, ki ste si jih zapisali, te lepe dogodke, gremo skozi, podoživimo jih, začutimo jih in obenem dihamo. Na ta način delamo neke vrste rekapitulacijo svojega življenja oziroma svojega leta, kar pomeni, da pobiramo svojo energijo nazaj. V tem pobiranju se bomo osredotočili samo na tiste lepe dogodke in tako bomo tudi v sebi aktivirali neke lepe občutke. Na tem mestu lahko znova ustavite video in si dajte čas, da res pregledate vse tisto lepo, kar se vam je zgodilo, da začutite v srcu, da začutite v celem telesu, kako mi je pa to lepo uspelo, in ta projekt, in tukaj sem uspel narediti neke velike spremembe pri sebi. Torej, res si dajte ta čas, imate časa na voljo, kolikor ga želite, in zasidrajte te lepe občutke, lepe dogodke globoko vase. Ko zaključite, ste vabljeni k naslednjemu koraku. Ta pa je priprava namer za novo leto. Znova vzemite zvezek, pisalo v roke in si zapišite, torej vse tiste namere in srčne želje, ki jih čutite, da bi radi dosegli, da bi radi doživeli, da bi radi skreirali. Naj pridejo iz vašega srca. Naj bodo te namere res v skladu z vami. Morda ne bodo enake kot lani, ali predlani, ali 10 let nazaj, kar je odlično. To pomeni, da rastete, da se spreminjate in zdaj si privoščite tisto, kar vaše srce in vaša duša čutita, da je dobro za vas. Če je prijatelj, prijateljica rekla, da bi imela to in to, ni nujno, da je to v skladu z vami. Zato bomo najprej zaprli oči, roke bomo položili na svojo srčno čakro in bomo dihali poglobljeno.
ter s pozornostjo šli v svoje srce. Vprašajmo se, česa si srčno želim v letu, ki prihaja. Kaj je tisto, kar bi me najbolj podprlo? Kaj je tisto, po čemer hrepeni moje srce? Katere so tiste dejavnosti ali spremembe, ki jih srčno želim uvesti v svoje življenje? In potem počakajte. Utišajte svoj naj odgovor pride sam od sebe. Naj odgovor pride iz vaših globin. Ohranjajte pozornost na srčni čakri in si dovolite sanjati. Dovolite si začutiti vse tisto, kar si res srčno želite. In ko imate vaše srčne želje, si jih zapišite. Zapišite si jih v obliki, kot da je to že narejeno. Torej, ne napišete, želim si kupiti nove smuči, ampak imam nove smuči. Ali pa ne želim živeti več v strahu, nadomestite z živim pogumno. Vsak dan čutim, kako pogumna sem in srečna. In tako naprej. Torej, napišite si vse svoje namere, kot da so že narejene, kot da jih nekomu govorite, joj, veš, da se mi je uresničila tista želja, kupila sem si avto, pa zamenjala sem službo. In tako naprej. Torej, vse tisto, kar si srčno želite, si napišite v svoj zvezek. Če boste tako oziroma na ta način zaključili svoje leto, boste precej srečnejši, ker ob tem, ko se spominjate, kaj se je zgodilo in koliko vsega ste že dosegli, boste začutili spoštovanje do sebe. Začutili boste, koliko enih stvari ste dosegli, pa morda se vam niti ni zdelo to nič posebnega. Ampak ja, takole v miru, ko se usedemo, ko si napišemo, ko predelamo naše leto, je naše življenje precej drugačno. In spomnite se potem drugo leto, naredite ta obred znova in si preglejte v vašem zvezku, kateri cilji so se uresničili in kateri še čakajo na uresničitev. Kot smo rekli, za vse, za vsako stvar, za vsako namero je potreben čas. Pravi čas in tudi notranja sinhronizacija našega bitja. Uživajte v obredu in se vidimo v kakšnem drugem videu. Čau, čau!